Dobro jutro. Današnjega lika Tomija sem našla na spletni strani osnovne šole Kapela. Pisalo je, da je izstopajoči devetošolec, skrben, delaven, pa tudi zelo motiviran. Kmalu po poizvedovanju me je poklicala njegova mama. Tomi je zdaj že v srednji šoli, njegova družina pa raste. Čebelja družina, mi je pojasnila. Dobro jutro, moje ime je Tomi Kolarič in prihajam iz Rodičkega Vrha, torej blizu Svetega Jurija ob Pčavnici. V prostem času se ukvarjam z čebelarstvom. Tomi se je v osnovnošolskem čebelarskem krožku tako navdušil nad čebelami, da sta mu mentorica Marija in njen mož Jože Andrejč poklonila prvi 2 čebeli družini, še 2 je kupil sam. Upa, da bo družina kmalu še večja. Ja, jaz sem si par let zbiral ta denar, ker sem že od nekdaj želel, da bi postal čebelar, da bi imel svoj čebeljak. In mi je oče s očetom po zimi naredila čebeljak za 4 panje, to je maksimalno število panjev, ki jih lahko imam. S tem pa sem si kupil tudi vso opremo, ki spada k čebelarstvu, tako da sem dal vse moje prihranke, da sem lahko vložil v čebelarstvo. In mi seveda ni žal, ne. V domačih krajih se najraje druži s čebelarji in z njimi klepeta o mesečnih opravilih v čebelnjaku. Že njegov dedek je imel čebele in mu izročilo ni tuje, oče pa mu pomaga pri točenju medu. Tomi res ni običajen najstnik, ne mara zaprtih prostorov in pametnih naprav. Od nekdaj nisem navezan na računalnike, razen te igrice, ampak sem vedno zunaj. Enostavno moram nekaj delati zunaj v naravi in me to sprošča. Tako da, če bi bil zaprt notri, mi je to tesno, ne. Rad sem v gozdu, v naravi, se rad sprehajam, rad tudi razna opravila zunaj in mi je to nekako, ko sem zunaj, se sprostim, vsa ta opravila v čebelarstvu in to je nekaj najlepšega meni in ko imajo ta zvok čebele, me to sprošča, ne. Ko tam sedimo v čebelnjaku in to poslušam, ne. 15-letni čebelar se o tem včasih pogovarja tudi s svojim cimrom. Med tednom so čebele skoraj 50 km stran, saj živi v dijaškem domu v Mariboru. Sadje in zelenjava iz trgovine nimata enakega okusa kot doma, potarna. Zato je pa vsaj med domač. Se zavedam, koliko je hrana za nas pomembna. Naprimer za čebele, da predelajo slovensko hrano in nabirajo med, ki ga mi potem zaužijemo in je za nas zelo pomemben. Da vemo, da to ni neki ponaredek, da to se zavedamo, kaj jemo. Ne? Zato to je slovenski tradicionalni zajtrk. Čeprav pije čaj brez vsega, z medom ob koncu tedna ne skopari. Tomi je tradicionalist. Ob sobotah in nedeljah, ko sem doma, si ga namažem na kruh, na črni kruh, torej ne slovenski kruh, domači, da z užitkom pojem, ne. Ker je to vse domačo in to je moj pridelek oziroma čebelji pridelek, ne, pa mi je zelo prijetno, ne. V zimskih mesecih čebele mirujejo, je pa zato čas za druga opravila. Tomi Kolarič je dijak 1. letnika, izobražuje se za mesarja. Deficitarni poklic, pove učeno in ponosno in doda, da je eden od 8 bodočih mesarjev v letniku. Veseli se, da bo čez 3 leta že imel poklic. Ja, zato sem pa se odločil, ker je tudi moj oče mesar in me zato tudi navdušil, tako da v teh zimskih mesecih okoli po hišah mesarjeva, delava okoline in je to nekako zelo dobro in sem tudi se veliko že naučil, tako da mi je to zelo všeč tudi. Šola ni pretežka, pravi. Anatomijo živali pozna podrobneje kot svojo, zato mu ob popoldnevih ostaja čas za načrtovanje čebelarskih dejavnosti. Poslušam veliko, se mi doma ne treba veliko učiti, čebelarstvo pa, ko imam kaj časa, skozi kaj prebiram po internetu, skozi nekaj novega izveš, ne. Pa tudi ta čebelar, ko prihaja revija, vsaki mesec tudi prebiram, kaj novega piše, kaj moramo, ne vem, v tem mesecu za čebele storiti, tako da pa gledam kakšne čebeljake in tako naprej. Mladi čebelar Tomi Kolarič mora vsak teden pregledati čebelje družine in preveriti, ali matica zalega, čebelam povečuje prostor in jih poleti tudi hrani. Avgusta jih že pripravlja na ohladitev, v panju jim v pitnike nastavi dodatno vodo s sladkorjem. Pravi, da so čebele na prvem mestu. Opravila ne more, kot pospravljanje sobe, prestaviti na jutri, saj bi družina lahko propadla. Čebele mu skrb in ljubezen vračajo
in niso zamerljive ali maščevalne. Do mene ne, zato ker sem prijazen, delam vse mirno, tudi ko gledam čebele, delam brez rokavic, brez opreme. Čutijo po mojem to ljubezen, ki jaz dam, in delam se miren, ker vem, da ne bodo pičile, če pa že, pa to nič ni tako hudega. Druge družinske člane pa kar popikajo tu pa tam, samo če nič hudega ti ne želiš, pa če ne rogoviliš, nič ni hudega. Ko se jim približa z dimom, so še posebej miroljubne, razlaga. Prepričan je, da mu čebelji pik ne more škoditi, zdi se mu celo zdravilen. No, alergiki se ne bi strinjali, a sam teh težav na srečo nima. Ker ima tako rad svoje čebele, razmišlja, da bi jih v prihodnosti vozil na počitnice. Z očetom načrtujeta izdelavo premičnega zabojnika, da bi jih lahko prevažala. Iz paše na pašo, ker doma jaz imam stacionarni čebeljak in jih ne morem prevažati, zato so ti medi, kateri imam jaz, so rastline doma cvetijo. Primer cvetlice, oziroma potem makace in pa kosam. Druge sorte medu jaz ne morem, ker ni tega rastlinstva pri nas. Zato je boljše, da vozimo po pašah, naprimer na Pohorje, potem tudi sem v Haloze, kjer je veliko kostanji, da izkoristimo to čebeljo pašo in da dobimo več sort medu. Zdaj stoči 40 litrov, večino ga proda ali podari prijateljem in sorodnikom. A ne gre za izkupiček, poudarja. Čebele mi dajo to, da se sprostim, neko novo energijo, veselje. Če se da dobra letina, imamo tudi nekaj meda in to prodam sorodnikom oziroma tudi imam nekaj kupce in potem denar vlagam spet nazaj v to, me sprošča in zato tudi si želim širiti čebelarstvo, da bi imel teh več mojih prijateljev. 15-letni čebelar Tomi Kolarič je bil današnji lik, ki ga ne prestraši niti pik. Čebele so njegove najboljše prijateljice, kot pravi že skoraj ponarodela Slakova melodija.